Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Tudi danes se bomo pogovarjali o zobeh, o zdravih zobeh, o bolnih zobeh, o težavah z zobmi, pa seveda tudi o ustni votlini in povezavi s celotnim organizmom. Pravzaprav je to nov način razmišljanja in naši gostje razmišljajo tako. Prihajajo iz ustne medicine, iz Ljubljane, ki premika meje zobozdravstva. Naj jih predstavim, ob meni je dr. Sebastian Perko, doktor dentalne medicine, pozdravljeni. Potem Matej Pirtovšek, ravno tako doktor dentalne medicine, in iz Novega mesta Simon Bele, doktor dentalne medicine. Dobar večer. Takole, rekla sem, da bomo vsaki od teh oddaj predstavili tudi enega od vas bolj podrobno. In danes ste vi na vrsti, gospod Matej Pirtovšek. Kaj pa je vas pripeljalo do tega, da ste se posvetili študiju zobozdravstva oziroma da želite zdraviti naša usta in naše zobe? Glavni razlog za študij je bil konec srednje šole. To je pa bilo treba iti, tudi študirati. Vendar sem vedel, kaj želim študirati. Sebastian je prejšnjič omenil, da je to vedel že v prvem letniku. Jaz sem rabil malo več časa, tako da se nekje ta želja v kakem tretjem rodila. Glavni razlog, zakaj ravno zobozdravstvo, pa mislim, da sta tu igrala najbolj pomembno vlogo, ne moja starša, kot največ teh zgodb poslušamo, ampak teta pa strica, oba dva bila zobozdravnika in me je vedno privlačilo, kaj sta govorila o tem poklicu. Mogoče sem pa obenem imel pa dva primera, kaj pa nočem biti. To sta bila doma, čeprav sta in moj oče in moja mama zelo rada upravljala ta poklic. Da sem nekako dobil toliko informacij, da sem pa rekel, to pa ne bi. Torej, ne bi rad bil učitelj, ne bi rad bil splošni zdravnik, preveč široko za moje pojme. Jaz sem hotel nekaj konkretnega, neko področje, kjer lahko naredim neko spremembo, ki je bolj nagrajujoča, ali pa se nekako tudi pacientu drugače lahko obrnem, kot bi to naredil na drugih področjih zdravstva. Mislim, da je to to. Ampak glede na to, da sta z dr. Perkom dejansko soustanovitelja tega, kako bi rekli, ambulante, zobozdravstvene ambulante, centra za zdravljenje zob, ustna medicina v Ljubljani, pa ste se vendarle, recimo ste ravno v to kombinacijo prinesli še neka dodatna znanja. Ali je to slučaj, kar vas je zanimalo, namreč voditi tako ustanovo, vendarle ne pomeni samo vrtati zob in na koncu napisati računa? Kje pa. Tu se z Sebastianom, pa tudi zdaj v novejšem času s Simonom lepo dopolnjujemo. Vsak res pokriva neka področja, kjer se nekomu lahko zatečeš res po nasvet ali pa po neko hitro rešitev. In moja strast je bila ravno komunikacija oziroma psihologija, kako voditi pacienta skozi te prepreke na poti k ustnemu zdravju, in to na nek način bilo kar naključno, da sem zdaj že pred kolikimi leti, 9 ali pa 8 leti šel v Veliko Britanijo, v London, in tam na nekem seminarju ugotovil, kaj je tista vrzel, kaj je tista prazno polje, ki ločuje pacienta z določenimi željami in potrebami in pa zobozdravnika ali pa terapeuta. Zobozdravstveni tim z znanjem in sposobnostjo, da to dostavi, ampak največkrat se to dvoje ne zgodi, in tudi v parodontalni bolezni, o kateri bomo govorili danes, je mislim, da teh komunikacijskih pristopov in spretnosti ogromno potrebnih. Torej, ne samo dostaviti, ampak predvsem na pravi način predstaviti pacientu, zakaj je to za njega pomembno. In v prejšnji oddaji smo govorili o parodontalni bolezni, pravzaprav kaj je. Danes bomo nadaljevali od diagnostike naprej, pa vendarle, marsikdo si najbrž ni ogledal oddaje prejšnjič, zato bi bilo zelo dobro, če mogoče, dr. Perko, malo ponovite, o čem smo govorili. Vnetje dlesni in parodontalna bolezen sta v bistvu posledica kronične okužbe z bakterijami,
predvsem posledica nepravilno vzdrževanih oziroma negovanih ust, nepravilno odstranjenih zobnih oblog. Tukaj lahko izredno veliko sami naredimo, pa še vedno tega ponavadi ne delamo, ravno zato tudi snemamo to serijo oddaj. Ključno je, da je kronična okužba, da je vsaj v začetku, pa recimo prvih 10-15 let praktično asimptomatska, pomeni, mi to ne čutimo, da imamo obolenje, da je skrita pod nivojem dlesni, se pravi, mi to nekako ne moremo videti. Edini dve stvari, ki nas lahko napeljeta na to, je zadah iz ust in pa krvavite ob ščetkanju, ob hranjenju ali tako naprej. In praktično tukaj ključno vlogo igra zobozdravnik in njegova zavest, ali bo na pregledu pogledal samo zobne krone ali se bo dejansko tudi lotil mehkih tkiv ostalih v ustih, vključno z jezikom, in ali bo pogledal, ali dlesni krvavijo ali ne. Poglejte, to pa za vas, dr. Bele, vprašanje. Namreč ljudje seveda verjamemo avtoritetam, ko nekaj povedo. Po drugi strani pa je pravzaprav naš čas vedno bolj naklonjen dokazovanju. Pomeni, da zahtevamo študije, zahtevamo raziskave. Ali so na tem področju narejene kakšne raziskave? V svetovnem merilu verjamem, da so. Ampak ali je tudi Slovenija tu že naredila tisti korak, da smo morda malo preverili, kako je pa med nami? Seveda, omenil bi vam študijo cenjenega profesorja Uroša Skaleriča iz stomatološke klinike v Ljubljani. Profesor Skalerič je nekako guru parodontologije pri nas, zelo cenjen tudi v svetu. Namreč on je naredil študijo na 250 prebivalcih Slovenije, ki jih je spremljal 30 let. 30 let jih je spremljal, se pravi na začetku, čez 10 let, čez 20 in čez 30 let. In v teh obdobjih je ugotovil, da je pri 98% te skupine, ki so zajemali vse starostna obdobja, prisotno vnetje dlesni. Medtem ko pri 50% te populacije je bilo potrebno kirurško zdravljenje parodontalne bolezni. To je pač en podatek, ki je strokovno podprt in lahko predložimo kot dokaz, koliko je ta parodontalna bolezen razširjena pri nas. Vse svetovne študije pa to samo še potrdujejo. Ja, dr. Perko, vi ste že zadnjič pokazali pravzaprav zanimivo sliko, kako delate oziroma kako postavite diagnozo, pa vendar o tem seveda zagotovo se s tem ne neha, ne, da je to pravzaprav ravno diagnostika tista, ki je najpomembnejša. Ja. Ravno to, ne, kar se najpogosteje izpušča v zobozdravstvenih ordinacijah so, tako kot smo že v prejšnji oddaji nakazali, meritve obzobnih žepkov. Namreč, ko mi pogledamo v neka, na prvi pogled relativno zdrava usta, tukaj sem pripravil en primer, bi na prvi pogled lahko zelo spregledali to kronično okužbo. Se pravi, parodontalna bolezen ne poteka na vseh zobeh enakomerno in hkrati. Se pravi, kost ne izginja horizontalno in enakomerno, ampak je lahko na nekem mestu bolj izražena, na drugem delu ust spet ne. In tukaj le sem mogoče za gledalce, če lahko približamo, pripravljen primer, kjer je prišla gospa na pregled, samo na pregled, ker je zvedela, pa že se s tem ukvarjamo in dejansko vidimo, prejšnjič sem že povedal, ne, zgornji zobje, spodnji zobje, zgornja vrsta meritve obzobnih žepkov iz zunanje lične strani, pa potem iz notranje nebne strani in spoda iz jezične in zopet z lične, tako da dobimo 6 točk globin sondiranja. Ne. Pri gospe, ki je izgledala v redu in običajno, mogoče takoj, ko sem končal fakulteto, niti ne bi se takoj lotil tega, bi se lotil drugih problemov, ki jih je tudi imela, ampak zato, ker je protokol celostnega zobozdravstva pravi, da najprej naredimo oceno stanja obzobnih tkiv, smo tukaj odkrili takoj eno mesto s 5 mm globin sondiranja in tukaj ob mostičku že kar za 7 mm globine sondiranja, kar pomeni, da na tem dotičnem zobu v celih ustih, ki so sicer v redu, imamo zmerno parodontalno bolezen in z terapijo, ki smo jo pač diagnozi primerno prilagodili, smo gospe potem ta žepek, to
se pravi izraženo oziroma potekajočo parodontalno bolezen odstranili in mi se zdaj na ta zob, ki je nosilec neke konstrukcije, lahko računamo v njeni prihodnosti. Gospa ima nekje 60 let. Ne. Če tega ne bi storili, bi prišla k nam in verjetno bi ta zob izgubila. Ne. Zdaj, kar se diagnostike tiče, bi poudaril to, da ko začnemo, naredimo oceno stanja, speljemo protokol zdravljenja, o katerem bomo pač zdaj naprej v oddaji govorili, in ko končamo en mesec po zaključenem delu, zopet naredimo meritve, kjer preverimo objektivno rezultat našega dela in rezultat predvsem človeka doma. Torej, vsako terapijo parodontalno mora spremljati vestno čiščenje, vestna ustna higiena. Vkolikor se človek sam pri sebi ne odloči ali pa ne razume ali pa noče razumeti, da ima problem z tem vnetjem, je škoda. Ker, tako kot smo prejšnjo oddaji povedali, v 48 urah se bo razvilo novo vnetje. Čeprav razumem, gre tu za neko veliko doslednost. Z vaše strani, to se pravi zobozdravnik, ki mora slediti, in ravno tako pacient doma. Ja, tu je izmed vseh diagnoz, če tako medicinsko rečem, sodelovanje pacienta najbolj pomembno. Torej, brez njihovega napora, predvsem pa sledenje napotkom in doslednega odstranjevanja povzročitelja, to so bakterije, bo naša terapija oziroma zdravljenje imelo omejen učinek. Torej, bo bolje, lahko celo zelo bolje, ampak kar je najbolj pomembno, je, da bo to samo kratek čas. Ker gre za okužbo, smo še vedno, celo bolj, ker smo imeli nekoč parodontalno bolezen, dovzetni za nove okužbe. In če ne bomo na dnevni osnovi odstranjevali natančno teh bakterij, ki nas ogrožajo, oziroma jim bolje rečeno preprečevali, da bi se razmnoževale, se bo vnetje ponovno pojavilo. In zaradi tega je izredno pomembno, da te paciente dobro spremljamo. Torej, da so na rednih kontrolah, bolj pogostejših, kot tisto na pol leta se vidimo, parodontalni bolniki, torej odvisno od diagnoze, in to je del protokola, morajo biti na 1 mesec, na 2 mesece, na 3 mesece na kontrolnih pregledih, kjer merimo, kako dobro nam skupaj gre. Bi vi še kaj dodali ali? Jaz bi morda sam kakšno besedico v samem tem diagnostičnem postopku, namreč mi se poslužujemo računalniškega načina merjenja globine sondiranja, kar pomeni, obstajata 2 načina, lahko bi to počeli tudi ročno, vendar ker pač nismo roboti, bi lahko na vsakem mestu malo z drugačno silo pritisnili in bi pomenilo, da ne dobimo realnega rezultata. Za tem sistemom, imenovanim Florida Pro, pa je računalniška sonda, ki nam vedno omogoča enak pritisk, tako da dejansko dobimo prave številke, in tu si mi kot terapevti seveda tudi želimo, ker pač lahko tudi sami rezultat našega dela preverimo. Tudi potem z drugim merjenjem, končnim. No, takole, spoštovane gospe, dragi gospodje, spet vzemite papir in svinčnik. Morda si boste želeli zapisati kakšen koristen podatek, še posebej, če so vas zobozdravniki iz ustne medicine nagovorili in bi jih vi želeli tudi obiskati osebno.
Tako pogovarjamo se še vedno o parodontalni bolezni. Z nami so dr. Sebastian Perko, Matej Pirtovšek in Simon Bele. Vsi trije doktorji dentalne medicine. Prihajajo iz ustne medicine iz Ljubljane, ki premika meje zobozdravstva, kar smo se že večkrat lahko prepričali. No in zdaj, če ostajamo pri parodontalni bolezni, poglejte, rekli ste, da je to okužba. Če je okužba in če z antibiotiki naj ne bi odstranjevali povzročitelja, kaj potem? Tu je bistveno, da se celostno pristopi zdravljenju parodontalne bolezni in torej, kako poteka zdravljenje. Na konceptualnem nivoju lahko rečem naslednje. Bistveno je, ker gre za okužbo, torej, da za bakterijami, da te bakterije odstranimo iz ust. To je prva stvar. Torej, povzročitelje je treba eliminirati in preprečiti, da bi delal škodo. Potem naslednja stvar, izredno pomembno je tu igra vlogo sodelovanja s pacientom oziroma njegova doslednost pa je, da preprečuje ponovno okužbo z temi istimi bakterijami. In tu je naše usmerjanje pacienta in tudi svetovanje glede ustne higiene bistvenega pomena. No in za ustno higieno potrebujemo seveda določene pripomočke. Ja, in Novomeščani imate eno veliko prednost. Tako rekoč vse lahko dobite na enem mestu. Poglejmo si posnetek. Doma sem iz Novega mesta in v podjetju smo se odločili, da tudi v Novem mestu popestrimo ponudbo na glavnem trgu. Naša ponudba dentalne lekarne obsega vse pripomočke za nego ustne votline in nego zob. Opažam, da so stranke zadovoljne, ker lahko dobijo vse za zdravje zob na enem mestu. Strankam tudi svetujemo, kateri izdelek je za njih najbolj primeren. Sami sledimo ponudbi na svetovnem trgu in v sodelovanju s strokovnjaki z dentalnega področja izberemo najboljše izdelke, ki jih ponujemo našim strankam. Čeprav smo dentalno lekarno odprli šele junija letos, opažam, da k nam prihaja vse več zadovoljnih strank. Poleg ponudbe izdelkov je pri nas na voljo tudi zobozdravstvena info-točka. Ja, videli smo marsikateri pripomoček oziroma tega je danes zelo veliko, najbrž dnevno prihajajo nove in nove stvari. Kaj je pravzaprav pri tem pomembno? Kako je pomembno pravilno izbirati? Se pravi, najprej je pomembno, da zobozdravnik svetuje. Torej v sklopu našega terapevtskega protokola, ker obiskov pri zdravljenju parodontalne bolezni je več, bomo kasneje izvedeli. Vsak obisk mora biti hkrati tudi diagnostičen, ali nekomu ta pripomoček ustreza, ki smo ga priporočili v prvem obisku. Torej, mi ne vzamemo človeka in ga prilagajamo na tehnike, ampak vzamemo tehnike in jih prilagodimo na vas. Nam je popolnoma jasno, da nekdo, ki pač ne more uporabljati medzobne nitke in je ne bo uporabljal naslednjih 10 let, 3 mesece se bo nekdo že matral zvečer, pa bo trgal tisti med zobmi pa tako naprej. In ključno je, da v teh 4, 5, 6 terapevtskih obiskih mi ugotovimo, kaj človeku leži, da bo to res vsak dan lahko naredil. To je ključno. Drugo, kar je ključno, je to, da ne nasedamo reklamama. Pač reklame, ki so po televiziji na temo ustnih pripomočkov, zelo zavajajo. In ljudje si pogosto potem zdravijo parodontalno bolezen konkretno s produkti, ki mogoče malenkostno ublažijo simptome in samo še poslabšajo stanje, ker boste vi potem kasneje iskala pomoč za to, kar se vam v resnici dogaja. Dejstvo je, da mi ne rabimo v resnici niti zobne paste. Mi, če si dobro očistimo zobe z zobno ščetko in z nekim sredstvom za čiščenje medzobnih prostorov, se bakterije enostavno ne morejo razmnoževati. Zobne paste imajo določene vplive, vendar je ta vpliv tako majhen, da si upamo pač to tudi javno in na televiziji povedati, da v resnici je ne rabimo. Uporabljamo jih tudi mi, seveda, ampak ne dajati na prvo mesto nekaj. Zobne kreme, s tem rešiš vas problem, ne? Ja, tako, Zdaj imenov proizvajalcev ne bi tukaj, ampak se vsi vemo, katere reklame se vrtijo po televiziji. Jaz bi tu samo dodal, ko je mogoče tematika tako aktualna in vsi pacienti nas sprašujejo, kaj pa ta pasta ali pa kjera pasta. Nobena pasta vas ne bo rešila pred napačnimi odločitvami. In olajšajo, torej pomagajo nam pri izvajanju higiene, nikakor pa niso sredstvo zdravljenja.
In ne bo obstajalo pasta, ki ne bo, ne si pacienti, to gledalci zapomnijo, ki bi zdravila parodontalno bolezen oziroma vam pomagala, da vam dlesni ne bojo več krvavele, če ste okuženi. Mogoče krvavitev ne bo več samo pojavila, okužba pa ostaja. To je zelo prva stvar. In ne bo obstajala nikoli pasta, ki bi čistila medzobne prostore. Tam, kjer sta zoba skupaj. Ne? Čeprav v reklami to potujejo in uničujejo bakterije, tudi tam v teh prostorih, to enostavno ne drži. Ampak v bistvu gre tudi za zdravljenje od znotraj na vse zadnje. Zdaj govorimo o tem, kako je to treba čistiti od zunaj, ampak tam, kjer se pa dejansko ne z nitkami, ne s temi morda ščetkami ne doseže, kako se pa to potem lahko zdravi? Povsod se doseže. Ne, samo pač vodenje terapeuta mora biti pravilno ali pa zobne higieničarke oziroma higienika. To je tudi zdaj nov profil v zobozdravstvu, ki je zelo dobrodošel v vsaki ordinaciji. Kar smo želeli povedati s celjenjem od znotraj pomeni, da kapaciteta telesa, ne, da zaceli neko rano, ne, pač predstavljati si zdaj, če smo prej rekli, da imamo obe dlani v neki taki rani, ne, pač telo, ki je podprto z vitamini, z določenimi zelišči in tako naprej, z neko ustrezno zdravo prehrano, ne, ki pač dejansko deluje protivnetno tudi na telo, ne, bo lažje pač se spopadlo se pravi po terapiji, ne, ko mi odstranimo, telo lažje celi rano, se pravi kot mehkega tkiva, kot dlesni, lažje kot kosti. Mi smo našli določene formulacije, ki imajo dvojno slepo študijo, kar pomeni, da niti tisti, ki je predpisal, ne, saj to ni registrirano zdravilo, ampak prehransko dopolnilo, da tisti, ki je priporočil pacientu prehransko dopolnilo, ni vedel, kaj daje, ne, in na koncu se je ugotovil boljši izid zdravljenja pri uporabi tega. Ne, in to mi tudi pač ponudimo svojim pacientom v toku zdravljenja. Bi pa še se navezal na tole lekarno, ki jo imate v Novem mestu. Oni se tudi sem ter tja na nas obrnejo po nasvet in tisto, kar imajo oni v prodajalni, je preverjeno in dobro in več ali manj tudi mi svetujemo svojim pacientom. Ne? Tako da tisti je res taka specializirana lekarna. Mogoče Novomaščan še kakšno besedo? Ja, jaz bi se navezal na samo terapijo, ne? Kaj v bistvu mi izvajamo, katere postopke izvajamo, da pridemo do zdravih obzobnih tkiv. Ne? Zdaj, prvi tisti postopek, ki je na začetku, gre za ultrazvočno čiščenje zobnih oblog. Ne? Zdaj, če razdelimo zobne obloge, so prisotne nad dlesnjo in pod dlesnjo. Ne? In ta prvi postopek v bistvu zelo temeljito lahko odstranimo zobne obloge nad dlesnjo. Govorimo o čiščenju zobnega kamna, da se bodo gledalci in gledalke lažje predstavljali. Vendar s tem v bistvu nismo opravili dela do konca, kajti namreč zobne obloge so lahko skrite tudi pod dlesnjo v teh povečanih obzobnih žepih, o katerih smo govorili. Tako da naslednji postopek v terapiji se imenuje luščenje in glajenje zobnih korenin. Tukaj za posebnimi inštrumenti, ki jim pravimo kirete, s katerimi lahko prodremo globlje v globino obzobnega žepa, odstranimo te obloge iz površine korenine ter jo zagladimo, da postane gladka. Ne? Seveda v vseh teh postopkih je, kot smo večkrat omenili in še večkrat bomo, je ključno, da pacienta vodimo, da ga poučimo o pravilnem čiščenju zobnih površin in sproti tudi kontroliramo, kako jim ta zadeva funkcionira in pač prilagajamo njihovemu načinu. Ne. Tretja faza pa je laserska terapija oziroma fotodinamična terapija, kjer s posebnim barvilom, ki ga vbrizgamo v globino obzobnega žepa, markiramo bakterije, ki so pač vedno tam prisotne in potem z lasersko svetlobo, ki reagira ob tem barvilu in predre bakterijsko membrano, te bakterije uničimo. Ne? In nekako v 90%, seveda odvisno je od kakšnega stadija parodontalne bolezni se spopadamo, ampak v 90% nekako s temi postopki ob
pravilnem sodelovanju pacienta še enkrat pridemo do uspešnega cilja. Ne. Se pravi, da ozdravimo, stabiliziramo parodontalno bolezen. Ne. Potem pa sledi faza vzdrževanja, ne, kjer kontroliramo pacienta in jih vodimo tudi skozi te faze. To je mogoče bi jaz dodal, ker nas veliko pacientov spraša, potem se boste pozdravili. Ne. Parodontalne bolezni ne moreš pozdraviti, to je prva stvar, ker po definiciji je ozdravljenje, trenutek, ko si vrnil stvari na prejšnje stanje, ne, kljub povzročitelju oziroma kljub škodi, ki se je predtem delala. Torej, recimo, jetra so zamaščena, odstraniš razlog za zamastitev in jetra zrastejo nekako nazaj oziroma teh maščobnih celic ni. Tu pri parodontalni bolezni je v bistvu škoda kar nepovratna. Torej, ja, dlesen se zaceli, ampak kost, ki je spodaj ležeča, ki drži korenino stabilno v ustih, se ne bo vrnila nazaj. Ne. Zaradi tega je lepši, torej bolj pravilno izraz je, da ustavimo parodontalno bolezen za vso tisto tkivo, ki je bilo poprej vneto, pa lahko rečemo, da je pozdravljeno, torej na nivoju kot je, ali včasih celo zazdravljeno, torej da ne napreduje naprej. Ne. Torej imamo več izrazov, ki pa prav, da jih pacienti razumejo. Ne. Ampak kosti ne bomo več dobili nazaj. Ne. Če imamo dolge zobe, torej veliko krat se vidijo že korenine, torej po zdravljenju parodontalne bolezni, oziroma po terapiji, lepše rečeno, ne bomo zdaj dobili te kosti nazaj. Ne. Ampak bomo pa ostali na fundamentu, ki nam še vedno omogoči zdravje. Predvsem to zdravje. To se pravi, če prav razumem, čim prej začnemo s tem, oziroma čim mlajši opazimo težave in jih začnemo zdraviti, tem bolje je. Ja. Na ta način bomo obdržali zobe verjetno tudi v visoko starost. Ja, začne se že takoj. In mi v bistvu že tudi pri otrocih, ki jih starši pripeljejo, že začnemo poudarjati. Celo zdaj otroci so si zelo različni med sabo, ampak tudi higiena medzobnih prostorov teoretično je mogoče tudi na mlečnih zobeh. Zdaj je to odvisno od angažmaja staršev. Jaz vem, da imam kolega, ki ima, mislim, da je 6 let staro hčerko, ki je že tisti loket za nitko, ki sicer ni primeren za odrasle, da se razumemo, ne, ampak za otroka toliko, da pa on ve, kaj medzobna nitka je. Pa tudi, če sem med 3 zobe pride, je to ok iz vzgojnega momenta, ker potem se bo njej to normalno zdelo, ko bo stara 15, ko bo imela stalne zobe. Ja, to se pravi, da danes, ko hodimo k zobozdravniku, ne hodimo več samo po plombe ali zruvati zob, tako kot je bilo morda še, ko sem bila jaz otrok, ali pa so nam recimo kakšno korenino pozdravili ali ozdravili ali uničili, kakorkoli že. Danes je pravzaprav ta zobna in ustna higiena popolnoma nekaj drugega. Ali to vse sodi v ta vaš izraz celostno zobozdravstvo? Ja, še nekaj sem v bistvu hotel tudi dodati. Zdaj zelo pogosto ljudje pač se bele halje nekako bojijo ali pa se bele halje, to je pač izraz, se pravi, zobozdravnikov ali zdravnikov si jih ne upajo vprašati. Torej, ena izmed stvari, ki smo si jo mi zadali, je to, da vprašanje ne more biti neumno. Neumen je lahko samo odgovor. Torej, tudi če nekdo oceni, da mu pač nitka ne sede, ne paše, ne more uporabljati, naj to pač pove zobozdravniku. Mi nismo zdaj tukaj zato, da bomo pa tam, pa bi moral, ampak zato, da najdemo skupno rešitev. Naš cilj in cilj človeka, ki pride, je, da ustavimo parodontalno bolezen in da on obdrži te zobe, ki jih je v tistem trenutku prinesel v našo kliniko ali ordinacijo ali kakorkoli. Ja, čas se je iztekal, jaz se vam lepo zahvaljujem. Marsikaj novega smo se naučili, spoštovane gospe, dragi gospodje, ja. Mislim, da se po tehle 3 oddajah, kar jih vodim, dejansko zavedam, še bolj zavedam, kako pomembna je ustna higiena, kako pomembno je, da pravilno in pravočasno zdravimo svoje zobe. Kaj boste vi storili? Seveda, odvisno od vsakega posameznika, ampak vsak je odgovoren zase. Hvala lepa še enkrat, nasvidenje. Hvala.